Mene danes čisto s ceste pobrali, da kaj povem v kamero. Top. Tale vrt je pa uštiman v piko, tukaj za mano, vrtna hiška Kubi. Sem spet na obrobju Ljubljane, ampak čisto v naravi. Takole izgleda. Top. Tudi barva hiške je podobna barvi stanovanjske hiše, v krem barvi. Majčken lesenih detajlov, se pravi vrata iz lesa, vam jo zdajle tudi bližje pokažem. Hiška na tem videoposnetku, ki ga vidite, ima umetno fasado in umetnost te umetne fasade je, da se lahko popolnoma prilagodimo že obstoječemu objektu. Kot vidite, hiši imamo isti ton fasad. Umetna fasada ima prednost pred leseno v tem, da je pri umetni fasadi že tudi del izolacije, minimalno 2 cm, z notranjosti je pa oblečen v OSB. No in tale postavitev na vrtu je tudi dokaz, da hiška res lahko postane center oziroma središče vrta, da to ni samo ena stvar, kamor je pač nujno biti za spraviti noter, ne vem, orodje pa kosilnico, ampak da je prav lušten, moden dodatek, ki ne samo, da ga pač moramo nekam postaviti, ampak dejansko dopolni vrt in res postane središče oziroma tisti glavni element. Če primerjamo umetno fasado in leseno, je umetna fasada v bistvu že zaradi same podlage, na katero dajemo ta umet, bi rekel, bolj tesni, je izoliran, je debelejša stena. V primeru lesene fasade je pa pač ni izolacije in je stena tanjša, ker ne potrebuje neke debeline. Moram povedati, da so mene danes čisto s ceste pobrali, da kaj povem v kamero. Moram vam tudi povedati neke prednosti pač te izolirane fasade. Kot sem že prej omenil, je to sploh prilagodljivost. Obenem je pa to nek korak naprej, v katerega želimo iti, in sicer v segment izoliranih objektov. Najprej smo že izdelali neke vikend objekte in zdaj že prehajamo z našimi izdelki tudi v bivalne. Imamo že določen program bivalnih objektov, že tudi kar nekaj izkušenj na tem področju. Tako da vas vabim, da nas še naprej spremljate, videli boste, ukvarjamo se z novimi izzivi, sploh izzivi za objekte za bivanje. To se pravi nek prehod iz vrtnih, iz enostavnih v bolj kompleksne, in ponosen sem, da smo v parih letih naredili ta korak, predvsem ne teoretično, ampak prav iz prakse počasi prehajamo tudi v ta segment. Vabljeni!